Sredi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu se zdaj glede Irana odpira veliko vprašanje. Če je država res v velikih težavah zaradi sankcij, pritiska Amerike in niza vojaških neuspehov, zakaj se zdi, da še vedno vztrajajo pri svojem stališču v pogajanjih? To je situacija, ki postopoma znova zaostruje odnose med Teheranom in Washingtonom. Po poročilih zahodnih medijev in ameriških uradnikov je prišlo do nove diplomatske izmenjave med Iranom in Združenimi državami glede sankcij, varnosti v Perzijskem zalivu in vprašanja iranskega jedrskega programa. Namesto da bi Teheran omilil svoj ton, so njihove zahteve postale še bolj agresivne. Ena največjih vprašanj tukaj je iranski program bogatenja urana. Iranska vlada že dolgo trdi, da so njihove jedrske dejavnosti namenjene zgolj miroljubnim namenom in civilni uporabi. Vendar pa je po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo nekaj delov iranske dejavnosti bogatenja že preseglo raven, ki je običajno potrebna za civilno jedrsko energijo. Zaradi tega so ZDA, Izrael in nekatere evropske države še naprej zaskrbljene, da Iran morda uporablja pogajanja zgolj za pridobivanje časa, medtem ko nadaljujejo z razvojem svojih jedrskih zmogljivosti. Da bi razumeli, zakaj je Iran zdaj tako nepopustljiv, moramo pogledati globlje razloge. Več desetletij sankcije proti Iranu skoraj niso nikoli prenehale. Že od islamske revolucije leta 1979 so se znova in znova uvajale gospodarske omejitve, prepovedi izvoza nafte, bančne omejitve in diplomatska izolacija strani Amerike in njenih zaveznikov. In to občutijo navadni iranski državljani. Vrednost njihove valute je padla, inflacija se je povečala, tuje naložbe so postale otežene in po poročilih Svetovne banke ter MDS v zadnjih letih imajo sankcije velik vpliv na iransko gospodarstvo. Zato za Teheran vprašanje sankcij ni zgolj diplomatsko vprašanje, zanje je to vprašanje preživetja. Vendar pa imajo v Ameriki drugačen pogled. Za Washington pa nočejo takoj odpraviti sankcij brez konkretnih omejitev iranskega jedrskega programa v zameno. ZDA najprej želijo jasno zagotovilo, da Teheran ne bo razvil zmogljivosti za jedrsko orožje in prav okoli tega se zdaj vrti napetost. Po mnenju nekaterih analitikov iz CSIS in Sveta za zunanje odnose se zdi, da obe strani čakata, katera bo prva popustila. Iran noče, da bi izgledal, kot da se predaja, Amerika pa noče, da bi izgledala šibko, medtem pa situacijo še bolj zapleta ožina Hormuz. To je eno najpomembnejših ozkih grl za svetovno trgovino z nafto. Ocenjuje se, da velik odstotek svetovnih pošiljk nafte vsak dan poteka skozi to ožino. Zato se ob vsakem povečanju napetosti med Iranom in ZDA svetovni trgi takoj znemirijo. Če pride do vojaške eskalacije na tem območju, lahko to vpliva na ceno nafte, ladijske poti in celo na svetovno inflacijo. Zato lahko kljub temu, da je konflikt daleč v drugi državi, še vedno občutimo njegov vpliv na cene goriva, hrane in uvoženih izdelkov v različnih delih sveta. Toda medtem ko pritisk iz Amerike še naprej traja, obstaja še ena pomembna podrobnost, ki je pogosto spregledana. Tudi zavezniki Irana niso povsem brez skrbi. Čeprav ima Teheran diplomatsko in gospodarsko sodelovanje s Kitajsko in Rusijo, to še ne pomeni, da so pripravljeni tvegati lastno gospodarstvo zaradi Irana. Po nekaterih mednarodnih poročilih je Peking še vedno previden, zlasti ko gre za sankcije in trgovino z nafto, saj nočejo ogroziti svojih večjih gospodarskih interesov na Zahodu. To pomeni, da je podpora Iranu s strani nekaterih držav vseeno omejena in dlje kot trajajo napetosti, večji je tudi pritisk znotraj samega Irana. Ekonomsko nezadovoljstvo nekaterih državljanov se nadaljuje. Obstajajo tudi poročila o notranjih političnih nesoglasjih glede smeri zunanje politike države. Kljub temu je jasno, da iransko vodstvo noče pokazati šibkosti pred Združenimi državami Amerike. Ker po njihovem mnenju, če bi popustili brez česarkoli v zameno, bi to lahko veljalo za politični poraz ne le na mednarodnem prizorišču, ampak tudi v očeh lastnih državljanov. Zato pravi boj danes ni več le o raketah, sankcijah ali jedrskih objektih. To je boj, v katerem gre za pritisk, polos in politično preživetje. In dokler imata Teheran in Washington oba trda stališča, je lahko že ena napačna ocena tista, ki bo potisnila regijo v novo krizo, ki lahko vpliva ne le na Bližnji vzhod, ampak na ves svet. Medtem ko se razprave o morebitnem novem vojaškem ukrepu Amerike proti Iranu zaostrujejo, so tudi izjave predsednika Donalda Trumpa glede jedrskega vprašanja Teherana postale še bolj drzne.
Na enem izmed javnih nastopov je Donald Trump neposredno izjavil, da Amerika ne bo dovolila, da bi Iran imel jedrsko orožje. Ampak eno je gotovo, nikoli ne bom dovolil, da bi največji svetovni podpornik terorizma, kar Iran zagotovo je, imel jedrsko orožje. Tega ne smemo dopustiti. Vendar je pomembno pojasniti, da številke omenjene v viralnih govorih in spletnih komentarjih glede števila žrtev ter notranjega stanja v Iranu še niso bile neodvisno potrjene s strani mednarodnih organizacij. Zato je pri tej temi pomembno ločiti preverjena dejstva od politične retorike. Jasno pa je za zdaj, da napetosti med državama ostajajo visoke. Po poročilih Reutersa in drugih mednarodnih medijev Amerika še naprej izvaja pritisk, da bi preprečila iranske dejavnosti bogatenja urana. Medtem pa Teheran vztraja, da ima kot suverena država pravico nadaljevati svoj miroljubni jedrski program. Toda ko se diplomati pogovarjajo, so premiki na vojaški strani povsem drugačni. Poročila pravijo, da se v Washingtonu ponovno razpravlja o večjih pomorskih operacijah v Perzijskem zalivu, zlasti okoli Hormuške ožine, ene najpomembnejših naftnih poti na svetu. Če bo to območje prizadeto, ne bo prizadet samo Bližnji vzhod. Cene nafte lahko poskočijo, lahko pride do zamud v svetovnem ladijskem prometu in učinke na gorivo ter uvoženo blago lahko občutimo tudi v Aziji. Zato vsako vojaško gibanje v regiji spremljajo ne le ZDA in Iran, ampak tudi Kitajska, Evropa in države, ki so močno odvisne od uvoza nafte. Ena od aktualnih tem je možnost nove pomorske varnostne operacije ameriške mornarice, da bi pomagali zaščititi trgovske ladje v Perzijskem zalivu. Nekatere ladje so že tedne ali mesece zadržane zaradi strahu pred stopnjevanjem in napadi v regiji. Zato je za Ameriko pomembno tudi pokazati, da lahko ohranijo glavne pomorske poti odprte. Toda za Iran je prisotnost ameriških vojaških ladij blizu njihovega ozemlja neposreden pritisk in provokacija in tukaj postane situacija nevarna. Ker tudi brez uradne razglasitve popolne vojne je dovolj ena napačna ocena, raketni incident ali pomorsko soočenje, da se kriza zaostri. Medtem pa veliko analitikov verjame, da tukaj ni ogrožena samo zunanja politika, ampak tudi notranji boj za oblast znotraj samega Irana. Nekateri opazovalci pravijo, da se z naraščanjem zunanjega pritiska krepi tudi vpliv trdolinijskih frakcij in vojaških osebnosti znotraj države. Laking papel sa national security at regional operations, pero mahirap tukuyin kung gaano kalaki talaga ang kanilang Vojne ladje, neodvisen vpliv trdolinijskih skupin znotraj države narašča. Jasno je le, da niti Teheran, niti Washington ne želita popustiti. Za Ameriko obstaja rdeča črta Irana. Za iransko vodstvo pa bi lahko preveliko popuščanje ameriškim zahtevam šteli za šibkost, tako znotraj kot zunaj države. Zato se ob nadaljevanju diplomatske slepe ulice povečujejo tudi možnosti za vojaško zaostrovanje. In na Bližnjem vzhodu včasih ni potrebna uradna razglasitev vojne, da bi se začel večji konflikt. Včasih je dovolj že ena ladja, ena raketa ali ena napačna odločitev ob nepravem času. Ko se napetosti v Perzijskem zalivu stopnjujejo, postaja Hormuška ožina vse bolj v središču razprav. To je ozka morska pot, ki je ključna za svetovno oskrbo z nafto. In tukaj se zdaj odvija eden najnevarnejših delov spora med Ameriko in Iranom. V preteklih letih je bilo okoli Hormuške ožine že več provokacij, nadzora z droni in pomorskih spopadov. Po navedbah ameriške vojske in mednarodnih nadzornih skupin Iran uporablja kombinacijo hitrih napadalnih čolnov, dronov, obalnih raket in asimetričnih pomorskih taktik kot način, da pokažejo, da lahko po potrebi zmotijo pomorske poti. Po navedbah Teherana pa gre zgolj za obrambo pred prisotnostjo tujih vojaških sil v bližini njihovega ozemlja. V ozadju izmenjav in vojaških izjav pa poteka še večji boj, obveščevalna vojna. Medtem ko Iran kaže svojo moč na morju, Amerika širi nadzorne operacije s pomočjo satelitov, izvidniških letal, dronov in mornariških nadzornih sistemov, da bi spremljala premike iranskih vojaških sredstev. Po mnenju obrambnih analitikov vsak manjši incident v Perzijskem zalivu ni zgolj preprosto zastraševanje. To je tudi način za zbiranje informacij o zmogljivostih, lokacijah in vzorcih odzivanja vsake strani. Zato je za vsakim dronom, ki leti, in vsako ladjo, ki patrulira v Hormuški ožini, prisotna tudi globja strateška kalkulacija.
In zdaj se v Washingtonu ponovno razpravlja o možnosti nove pomorske operacije za zaščito komercialnega ladijskega prometa v regiji. Toda, ko se to zgodi, veliko analitikov verjame, da se lahko ponovno poveča tveganje za neposreden spopad. Ker če bi ponovno prišlo do incidenta med iranskimi silami in ameriškimi vojnimi ladjami, bi bilo zelo težko vrniti razmere na diplomatsko pot. Zato, tudi če so pogovori o premirju in pogajanjih, veliko opazovalcev še vedno pravi, da je trenutni mir zelo krhek. Tudi predsednik Trump je v nekaterih javnih izjavah namignil, da ni prepričan o trenutnem stanju pogajanj. Vendar je pomembno vedeti, da so takšne izjave tudi del politične strategije. Mahalagang tandaan na ang mga ganitong statements ay bahagi rin ng political messaging at negotiation pressure. Sa madaling salita, parehong ginagamit ng Washington at Tehran ang media, speeches at public rhetoric para palakasin ang kanilang bargaining position. Medtem pa se ponovno pojavlja še eno občutljivo vprašanje, in sicer vloga kurdskih skupin v regiji. Odnosi med različnimi kurdskimi frakcijami in Ameriko, Iranom, Turčijo, Irakom ter Sirijo so že dolgo zapleteni. Kurdske organizacije prav tako niso ena sama skupina. Imajo svoje politične interese, zavezništva in vojaške strukture, odvisno od države, v kateri se nahajajo. Zato, ko so se pojavile izjave o domnevnih prenosih orožja in tajnih operacijah, so nekateri kurdski voditelji hitro izrazili nasprotovanje in zanikali te trditve. Trenutno še ni neodvisne potrditve za večino teh obtožb in to je ena najtežjih stvari. Ta vrsta geopolitičnega konflikta je polna propagande, informacijske vojne, uhajanja informacij in psihološkega pritiska z različnih strani. Zato je za navadnega človeka včasih težko vedeti, kaj so preverjena dejstva in kaj je le del politične strategije. Ampak ena stvar je jasna. Medtem ko se napetosti na Bližnjem vzhodu nadaljujejo, postaja situacija še bolj nevarna, saj v tem spopadu niso uporabljene le rakete in ladje. Vključene so tudi obveščevalne operacije. Gospodarski pritisk, kibernetsko vojskovanje, vse to oblikuje globalno pripoved. In ko se vse to zgodi hkrati v regiji, ki je že dolgo polna konfliktov, sporov, tudi majhni incidenti in potem imamo še to. Medtem ko je svet zaposlen z napetostmi med Ameriko in Iranom, se v ozadju dogaja še en tih, a zelo pomemben premik, v katerega je vpletena Kitajska. To je Kitajska. Tingin, mukhang solid ang support. Podpora Teheranu. Peking je eden izmed njih v Teheranu. Kitajska je bila ena največjih kupcev iranske nafte v zadnjih letih, še posebej, ko so bile ameriške sankcije proti Iranu zelo stroge. Zato je za Teheran njihov odnos s Pekingom izjemno pomemben, da njihovo gospodarstvo ostane pri življenju. Toda v resničnem svetu geopolitike je redko kdo trajen prijatelj, obstajajo le trajni interesi. In tukaj se začne situacija za Iran zapletati. Po poročilih Bloomberga in drugih finančnih medijev obstajajo znaki, da kitajski finančni regulatorji spodbujajo velike banke na Kitajskem, naj bodo previdne pri odobravanju novih posojil nekaterim rafinerijam povezanim s sankcionirano iransko naftno trgovino. Čeprav to ni neposredna prekinitev podpore Iranu, je to jasen znak, da tudi Peking noče biti preveč ujet v spor med Washingtonom in Teheranom. Kajti za Kitajsko je na kocki več kot le uvoz nafte. Sem spadajo trgovinski odnosi z Ameriko, dostop do svetovnega bančnega sistema, tehnološke omejitve in stabilnost kitajskega gospodarstva. In tukaj se pokaže prava dilema Kitajske. Po eni strani želijo pokazati, da ne sledijo kar tako sankcijam Amerike, a po drugi strani nočejo ogroziti svojega finančnega sistema in mednarodnih poslovnih interesov. Zato, čeprav včasih dajejo ostre javne izjave proti ameriškim sankcijam, so pri dejanskih finančnih odločitvah v Pekingu veliko bolj previdni. In to je morda povezano tudi z dolgo pričakovanimi srečanji na visoki ravni med ZDA in Kitajsko. Ko so na vidiku velika diplomatska pogajanja, velesile običajno izogibajo ukrepom, ki bi lahko še dodatno zaostrili situacijo. Pravzaprav se v Washingtonu in Pekingu ne pogovarjajo samo o Iranu. Sem spadajo trgovinska vojna, polprevodniki, umetna inteligenca, vojaško tekmovanje v azijsko-pacifiški regiji, Tajvan in nadzor nad prihodnostjo svetovnega gospodarstva. A vendar je skoraj nemogoče izogniti se vprašanju Irana. Ker se napetosti na Bližnjem vzhodu nadaljujejo, narašča tudi pritisk na države, ki imajo gospodarske vezi s Teheranom. Za Kitajsko pa je to zelo občutljivo ravnotežje, ki ga morajo vzdrževati.
Če se preveč oddalijo od Irana, lahko ogrozijo svoje strateško partnerstvo na Bližnjem vzhodu. Če pa Kitajska preveč podpira Teheran, jih lahko prizadenejo sekundarne sankcije in gospodarski povračilni ukrepi strani Združenih držav Amerike. Zato je zdaj situacija med Washingtonom, Pekingom in Teheranom podobna partiji šaha. Vsaka poteza je skrbno preračunana. V sodobni geopolitiki v boju ne uporabljajo le raket in vojnih ladij. Veliko vlogo imajo tudi gospodarstvo, nafta, bančni sistem in odnosi med velesilami, kot sta Amerika in Kitajska. Medtem ko se napetosti na Bližnjem vzhodu stopnjujejo, je Wall Street Journal objavil poročilo o domnevni začasni letalski stezi, ki naj bi jo zgradili v zahodnem Iraku pred zaostritvijo med Izraelom in Iranom. Celotne podrobnosti še niso popolnoma neodvisno potrjene, vendar to kaže, kako pomembna je logistika v sodobnem vojskovanju. Vojske že dolgo uporabljajo začasne ali premične vzletno-pristajalne steze, približajo letala operacijam, ne da bi se zanašale na stalne baze. To je pomembno za dolivanje goriva, reševalne misije, nadzor in hitro razmeščanje. Tudi predsednik Trump je govoril o prenosnih letališčih na Bližnjem vzhodu. Čeprav so nekateri detajli morda pretirani, je res, da imajo ameriška vojska in druge velike sile napredne mobilne sisteme za letališča. V sodobnem vojskovanju ni pomembna samo ognjena moč, ampak tudi mobilnost. Kdor hitreje premika letala, osebje in zaloge, ima strateško prednost. Na Bližnjem vzhodu se veliko operacij dogaja za medijskimi naslovnicami. Včasih javnost izve za te stvari le prek pricurljalih poročil, satelitskih posnetkov ali razkritij obveščevalnih podatkov. Tako medtem, ko pred kamerami potekajo diplomatski pogovori, v ozadju potekajo tudi tihe strateške operacije.